Mestna občina Celje je kupila sejalnico. Korona ni zaustavila umetniške galerije na prostem. Najmlajši so na mestni plaži spoznavali Slovenijo. Pokalni prvak boljši od državnega. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v informativni oddaji Dogodki dneva. Mestna občina Celje je lani za potrebe kmetijstva kupila sejalnico. Kmetje si jo bodo lahko izposojali brezplačno, plačati bodo morali le delovne ure traktorista. Sejalnico so širši javnosti predstavili danes na travniku za osnovno šolo Lava. Nova sejalnica bo olajšala delo celjskim kmetom, prihranila pa tudi kakšen evro. Izposoja bo namreč brezplačna, strošek kmeta bo le znesek delovnih ur traktorista. Res je, v lanskem letu smo na pobudo Komisije za kmetijstvo kupili tole čudovito sejalnico. Zanjo smo odšteli nekaj več kot 29.000 evrov. S tem smo pokazali, da imamo velik posluh do kmetijskega gospodarstva, da cenimo celjskega kmeta in da smo mu šli naproti. Vemo, da imamo v celjski občini 390 kmetij in če računamo, da bo kar nekaj od teh kmetov uporabljalo tole sejalnico, verjamem, da bo ta naložba upravičila svoj namen. Upamo, da bomo pomagali celjskemu kmetu, to je bil tudi osnovni namen. Če bo temu tako, seveda bomo še šli s kakšno investicijo naprej, če bodo seveda potrebe. V mestni občini Celje je 390 kmetij, ki so sicer manjšega obsega. V povprečju kmetje obdelujejo od 3 do 5 hektarjev obdelovalnih površin. Kar je glede na slovensko povprečje, ko je okoli 6 hektarov, manj ne, ampak od teh 390 kmetij imamo 220 dopolnilnih, 100 mešanih, nekje 25 je čistih, 40 pa potem teh ostarelih. Prisluhnili smo kmetu tudi v tem pogledu, v finančnem pogledu tudi naprej, saj je ta uporaba sejalnice za celjskega kmeta brezplačna. Plačati bodo mogli samo za delovne ure traktorja. Podžupanja ob tem še poudarja, da je namen tudi dvigniti kmetijstvo na Celjskem na višji nivo, prav tako pa med kmeti vzpostaviti dobro sodelovanje. Kljub številnim ukrepom v času epidemije in po njej so v mestni občini Celje vendarle uspeli izpeljati projekt Mladi za Celje, Galerija na prostem 2020. V zadnjih letih so ta projekt izpeljali ob prazniku mestne občine Celje, ko so otroci in mladi iz celjskih šol in zavodov slikali na velika platna, vsako leto seveda na drugo temo. Letošnja tema je znanost in tehnologija in je povezana z odprtjem poljudno-znanstvenega parka Tehnopark Celje. Letos zaradi epidemije in predčasno zaključenega šolskega leta otroci svojih izdelkov niso uspeli dokončati, so pa z delom nadaljevali po koncu epidemije in tako je mestna občina Celje pred septembrskim odprtjem Tehnoparka izdelke na ogled postavila po celem mestu, še vedno pa si je razstavo mogoče ogledati tudi na Gubčevi ulici. V okviru poletja v Celju, knežjem mestu, so minuli konec tedna na svoj račun prišli najmlajši. Na celjski mestni plaži so si namreč ogledali predstavo z naslovom Po Sloveniji s popotnikom Jako, ki jo je pripravil zavod Enostavno prijatelji iz Ljubljane. Avtorja predstave sta Uroš in Senta Lavrič. Uroš Lavrič pa je predstavo režijsko postavil na oder in v njej odigral tudi osrednji lik popotnika Jako, ki skozi pripoved v pravljici išče svojo babico od prekmurskih ravnic do piranskih plaž, od gorenjskih vršacev pa do zelene bele krajine. Ves čas pa mu pri tem pomagajo otroci in ob tem spoznavajo lepote Slovenije ter na koncu spoznajo, da je prava babica popotnika Jake Slovenija sama. Nekaj več o predstavi ter njeni premieri pa nam je povedal njen glavni protagonist in režiser Uroš Lavrič. Premiera predstave je bila, mislim, da pred korona časi, 14 dni pred korono v ljubljanskem City teatru.
hitro. Potem pa je bilo nekaj ponovitev, pa se je pa korona začela, smo ustavili pač delovanje predstave, zdaj se pa spet odvija. Zdaj trenutno ima predstava 15 ponovitev, ravno danes zjutraj smo bili v Novi Gorici, zdaj v Celju, tako da je aktualna trenutno. Je pa letnik 2020. Predstava po Sloveniji s popotnikom Jako je kombinacija ljudkovne in klasične gledališke predstave. Oblikovali pa so jo poleg obeh scenaristov Sente in Uroša Lavriča, je Senta pripravila še rekvizite zanjo, Uroš kot rečeno režijo in glavni igralski lik, hkrati pa sta z Matejo Jelen zasnovala tudi scenografijo predstave. V izvedbi na odru pa kot igralki sodelujeta še Petra Šuštaršič in Petra Novak. In kako so ustvarjalci na odru doživeli izvedbo predstave na celjski mestni plaži? Najprej želimo to predstavo obiskati čim več tudi slovenskih šol, vrtcev. To bi še rad povedal, da vse, kar je v predstavi, vse, kar rečemo v predstavi, je slovensko, kar je 2 leti je nastajala, da je nastala. Tako da zdaj je to, seveda potem imamo veseli december, ker imamo veliko dela, v januarju, februarju pa sigurno še kakšni novi projekti. Lepo se imejte na Štajerskem in se vidimo še na kakšnem potovanju. Hvala lepa za obisk in srečno, adijo! Še k športu. Nogometaši Celja so novo državno prvenstvo odprli z domačim porazom proti Muri. Aktualni pokalni prvaki so državne prvake premagali z 2-0. Celjane že v sredo čaka nova tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. V Celju bo gostoval norveški prvak Molde. Celjani so podobno kot v lanski šampionski sezoni slabo začeli novo prvenstvo. V prazni areni z Dežele se je srečanje začelo povsem po željah Mure, ki je po kotu povedla že v 4. minuti. Rozmana je premagal Nino Kouter. V drugem polčasu je Luka Bobičanec v 63. minuti Muro popeljal v vodstvo z 2-0. Do konca srečanja pa so nato lepše priložnosti za še kakšen zadetek zapravili Sobočani. Ta preklop se nam ni najbolj posrečil. Mura je že tradicionalno neugoden nasprotnik za nas, tako da nimam kaj drugega dodati kot čestitati za zmago in seveda iz vsakega poraza smo se nekaj naučili, se bomo tudi iz tega. Tekma je šla v to smer, da je Mura zelo hitro zadela, kasneje smo probavali, imeli neke, bi rekel, pol stvari, nismo jih dobro izpeljali, tisto, kar smo si priigrali in na tem nivoju si kaznovan za to in nič treba. Kasneje naša podoba je bila še slabša, ko smo silili, ko smo enostavno bili nepotrpežljivi in kaj ne rečem, zaslužen poraz in gremo dalje. Pred minuti dobljen gol. Nekako se mi je zdelo, da smo čez prvi polčas smo prihajali to njihovo zadnjo, tretjo cono blizu gola, ampak nam je zmanjkala malo koncentracije, ta zadnji pas, ki bi nas lahko pripeljal do zadetka. Imeli smo tudi neke svoje šanse, ki že nismo izkoristili. Šli na polčas z zaostankom, drugi polčas začeli nekako dobro, kontrolirali igro, dobili še ta drugi gol in potem se nam je ustavilo. Enostavno nismo najdeli poti do gola in to je bilo to. Lahko bi rekel, da nismo bili glih pravi, ne. Ta obraz bo treba popraviti že v naslednjih tekmah, sploh zdaj v sredo. Tako da ja, pa vemo njihove slabosti, kje so dobri, na to smo bili upozorjeni, ampak žal. Vsi vemo, da se nam lahko tak dan zgodi, da se lahko taka tekma pride, upamo, da jih je čim manj. Pri Celjanih v postavi ni bilo najboljšega strelca Darija Vizingerja. Kapetan Mitja Lotrič pa je srečanje začel na klopi. Imamo mi 20 igralcev, ki so vsi na nivoju, da lahko odigrajo prvo ligo. Torej, zato smo se odločili tudi za igralce. Ti igralci so si zaslužili na treningu, da dobijo priložnost. Seveda pa vsaka tekma je zgodba zase in je to nič. Gremo dalje, vemo, kaj moramo narediti. Očitno so bili Celjani v soboto z mislimi bržča že pri sredini tekmi drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. V areni z Dežele bo gostoval norveški prvak Molde.
Mislim, da pričakujemo eno zelo dobro tekmo. Mi gremo definitivno na zmago. Cilj se nam je uvrstiti v Ligo prvakov, ne? Ciljamo visoko in mislim, da lahko javnost pričakuje tudi drugačen obraz, kot je bil pokazan danes. Tekma med slovenskim in norveškim prvakom bo v sredo zaprta za gledalce. Po noči se bodo padavine prehodno okrepile in do jutra ponehale. Od zahoda se bo jasnilo, po nekaterih nižinah pa bo nastala megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, jutri pa bo po večini sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V sredo bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter, tudi v četrtek bo po večini sončno, popoldne ali zvečer pa bodo predvsem v hribovitem svetu posamezne plohe ali nevihte. Toliko za danes. Lepo se imejte, hvala lepa za vašo družbo in vabljeni k nam spet jutri ob 18:30. Nasvidenje.